Pozdravljeni. Danes bomo govorili nekaj o rimskih mitih. Rimski gladiatorji. Gladiatorji so bili sužnji, ki so bili fizično boljši od ostalih sužnjev in so bili eni redkih sužnjev, ki so se lahko osvobodili. Namreč vsak gladiator je lahko stavil nase, da bo preživel boj. Če se je to uresničilo, je dobil denar in ko je čez leta s stavami zbral dovolj denarja, je lahko odplačal svojemu gospodarju za prostost. Veliko gladiatorjev, ki so se plačali svojo prostost, so kasneje postali sami mojstri in so si kupili sužnje, ki bodo postali gladiatorji. Gladiatorji, ko so prišli v Kolosej, so vedno potrebovali reči: "Pozdravljamo te, cesar, mi, ki bomo umrli." In je bil boj 1 na 1 vedno zelo redek, saj so bili sužnji zelo dragi in ni bilo ravno dobro, če je najboljši suženj, ki se je najboljš boril med gladiatorji, na koncu umrl. Cesar. Čeprav veliko ljudi misli, da je bil prvi rimski cesar Julij Cezar, se motite. V bistvu je bil prvi rimski cesar njegov pranečak Avgust. On se je sicer oblast zagotovil tako, da je premagal svojega nasprotnika, generala Marka Antonija v bitki. S tem, ko je prišel prvi v Rim, je dobil tudi naziv junaka in vodjo države. Je pa res, da poimenovanje cesarja izhaja iz priimka Cezar in veliko ljudi čez zgodovino se je enačilo s Cezarjem, recimo Napoleon. Sužnji. Rimljani so imeli res ogromno sužnjev. Na vrhuncu rimskega imperija so sužnji predstavljali okoli 15% prebivalstva. Cena sužnja je bila odvisna od njegovega spola, izobrazbe, zdravja in fizične sposobnosti. Za povprečnega rimskega sužnja si potreboval odšteti 600 denarij, kar je danes v vrednosti okoli $1200. Če je suženj hotel imeti otroka, je otrok dobil rimske pravice in državljanstvo. Financirati pa ga je moral gospodar sužnja. Seveda pa, če si hotel imeti otroka, si moral prositi za dovoljenje gospodarja. Neronov požig Rima. Velikokrat je kdo rekel, da je Neron dal požgati Rim, zato da bi dobil navdih za pesem. No, to ni čisto res. Namreč v Rimu so se na veliko naseljevali kristjani, predvsem v revnem delu Rima. In seveda, revni prebivalci niso preveč pogosto plačevali davkov, poleg tega pa so se tudi kristjani začeli postajati problemi. Zato je Neron se odločil, da bo ta del Rima zaprl in ga požgal. Veste, Neron je bil velik egoist in mu ni bilo problem narediti manjši genocid, zato da bi se ga ljudje zapomnili kot Cezarja ali Avgusta, ki sta naredila dejansko nekaj dobrega za Rim. Propad Rima. Rim je propadel zaradi stalnega priseljevanja tujih narodov, Slovanov in Germanov, ki so jim rekli barbari. Čeprav se komu zdi čudno, kako je lahko Rim propadel, če pa so ljudje osvojili 5 milijonov kvadratnega kilometra ozemlja in imeli eno najboljših vojsk na svetu. Razlog je v tem, da se je Rim soočal s hudo finančno krizo, veliko vlogo pa je igrala tudi suša, ki je povzročila ogromno lakoto. Ampak najverjetneje Rim ne bi propadel, če se ne bi ves čas dogajali prevzemi oblasti. Saj je kar 49 cesarjev umrlo zaradi tega, ker so na njih izvedli atentate. Rimski kipi niso bili beli. Velikokrat vidimo antične zgradbe in kipe bele barve zaradi marmorja. Tudi kasneje v renesansi so umetniki uporabljali bel marmor. Samo s to razliko, da ga oni niso barvali. Veste, Rimljani in Grki so zelo radi imeli barve, zato so po večini vse kipe in stavbe prebarvali. Barve so skozi stoletja sicer izginila, dokaz, da so pa Rimljani barvali kipe in stavbe, pa so našli v Pompejih, ker je zaradi pepela, ki ga je povzročil vulkan, se je veliko barv ohranilo in jih ni zbledelo skozi stoletja. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.